Spoštovane dame, spoštovani gospodje, veselje mi je, da vas lahko... No, noč se ni razbilo, to je za srečo. No, veselje mi je, da vas lahko pozdravim na že 9. dogodku, na 9. okrogli mizi, ki jo časopis Delo organizira v okviru projekta Delo 2020. Preden pa besedo predamo našim gostom in voditelju Lenartu Kučiču, bi k besedi povabila odgovorno urednico časopisa Delo, Romano Dobnikar-Šeruga. Romana. Dober večer in lep pozdrav vsem vabljenim na okrogli mizi, udeležencem, poslušalcem. Pozdravljam vas v imenu medijske hiše Delo in seveda v imenu uredništva. Preden besedo prepustimo kolegom za, ni to okrogla miza, pa je vedno kvadratna, no? Dovolite samo par besed o našem projektu. Odkje ta ideja, bi rekla, za dokaj pompozen naslov Delo 2020. Uredništvo Dela je ta projekt Delo 2020 napovedalo novembra. S podmeno, da bomo poleg enotnega spremljanja, analiziranja, komentiranja, sprotnega komentiranja dogodkov spodbujali sebe in javnost k čim širšemu razmisleku o temah, ki bodo zaznamovale prihodnje desetletje. V kakšni državi in kakšni družbi bi radi živeli? V kako zdravi in čisti, kako sproščeni, kako inovativni, inventivni, uspešni, pa tudi sočutni in solidarni. To je le nekaj vprašanj, s katerimi se v času vse splošne krize, politike, gospodarstva, vzgojne, izobraževanja, kulture, vrednot, soočamo v delu in odpiramo teme z teh raznovrstnih področji, ki so pomembne ta hip in bodo pomembne v prihodnosti. Do zdaj smo sedli za okroglo mizo 8-krat, tokrat je 9. Za letos imamo v načrtu najmanj 6 srečanj. Danes razpravljamo na temo, ki je aktualna zdaj in pomembna za prihodnost. O tem ni dvoma. Vabim vas k poslušanju in k vnetemu sodelovanju v razpravi. Pa lep večer. Vsem dela. Dobro večer vsem skupaj. Pred 30 leti bi se verjetno pogovarjali o kakšnih čist drugih stvareh, zaradi tega, ker so bili za industrijo vsebin taki fini časi. Ljudje so brali časopise in jih plačevali, gledali so nacionalno televizijo, hodili so v kino, kupovali so plošče. Potem je prišel internet, naenkrat so pirati uničili najprej glasbeno in potem filmsko industrijo. Pa so začeli najedati še druge poslovne modele, ljudje so se navadili na brezplačnost in hoče zdaj kar naenkrat vse zastonj, kar je ratala nova norma in to seveda spodkopava vso industrijo vsebin. Zdaj ta slika je rahlo karikirana in precej zgrešena, zaradi tega, ker v 70 letih ni bilo toliko krasno in danes ni tako slabo, zaradi tega, ker takrat pač je bila cena te finih časov za industrijo tudi to, da so bili pač precej močni nacionalni monopoli in da uporabniki in gledalci in poslušalci niso imeli prav velike izbire. Danes je izbire ogromno, obstaja precej internetnih podjetij in drugih, ki na internetu ne razmišljajo o tem, da je brezplačnost slaba, ampak služijo velike milijarde z različnimi poslovnimi modeli. Ampak danes verjetno ne bomo govorili predvsem o tem, ampak o eni izmed panog, ki čuti, da ji trenutno ne gre najboljš, konkretno medijska industrija, še bolj konkretno časopisna panoga, ampak se ne bomo omejevali samo na te industrije, zato tudi nismo pripravili prav preveč stroga scenarija, imamo precej raznoliko omizje, bomo videli, kam nas bo odpeljali. Vi ste absolutno vabljeni, da se kdaj, če imate kaj za pripomniti, in ga ni treba, da čakate, da se
okolj zavrti, pa da se konča, ampak poveste takoj. Enako velja tudi za publiko, če je kakšno vprašanje, ki se komu porodi ali pa komentar, pač mislim, da imamo kakšen mikrofon, ki gre okoli, imamo pač roke gor in to klasika. Za uvod ena misel in sicer to, da so zdaj medijska podjetja naenkrat v težavah, se včasih tako, če bereš kakšno poročilo ali pa poslušaš komentarje, se zdi skoraj tako naravne katastrofe, tako potres se je zgodil, požar je izbruhnil, pač nekaj se je zgodil kar tako malo, ampak malo pa pozabljamo na zelo pomembno zadevo in sicer to, da pred parimi leti, če si se kaj sprehajal po marketinških in medijskih konferencah, si lahko videl ogromno predstavitev na PowerPointih, ki so kazali brez izjeme eno zelo podobno krivuljo. Ta krivulja je bila napovedana rast oglasnega prostora na internetu. Medijska podjetja, ki so pač njihovi predstavniki hodili na te konference gledati PowerPointe, so rekli, fino, če prodajamo naše vsebine, bomo dobili toliko denarja, če sledimo tem krivuljam, bomo imeli veliko več denarja in takrat je bila čisto poslovna odločitev marsikakšnega medijskega podjetja, da vsebine odpira. Danes se nekoliko zdi, da ta ideja ni bila glih najboljša, zato se sprejema drugačne poslovne odločitve in sicer, da se vsebine zapira in se začne spet zaračunavati tako po starem ali pa saj poskušati. Zato me zanima in začel kar, groza. O vsem tem, dolgem uvodu, bomo pa tukaj razpravljali tukaj sedeči in sicer trenutni marketinški prekaljeni maček Marko Vrtovec, ki je zdaj direktor marketinga v podjetju Videotop, Marko Crnkovič, ki ima lahko daljše ali pa krajše nazive, ampak tukaj smo ga napovedali kot namestnik urednice za digitalni razvoj in kolumnist Sobotne priloge. Gregor Rebolj, direktor podjetja Klika, ki je znan po tem, da je razvil nekaj aplikacij tabličnih, ki jih lahko dejansko že tudi uporabljate danes za Android in za iPad. Potem Mitja Mauster, vodja uporabniške izkušnje pri DLabsu, bo tudi sam verjetno še kaj več o sebi povedal, in pa Tomaž Pirc, svetovalec za interaktivne medije in uporabniško izkušnjo v podjetju Inovativ. In zdaj, ko sem že zastavil prvo vprašanje, ga raj še enkrat ponovim. In sicer, takrat, pred parimi leti je bila poslovna odločitev, da se vsebine odpira, danes je poslovna odločitev, da se vsebine zapira. Včasih imaš občutek, da so takrat to počeli precej nerodno in nepremišljeno, ki so vse dali ven. Danes imaš občutek, da se tega brezplačnega duhca poskuša nekako zelo nerodno stlačiti nazaj v njegovo stekleničko. A je to res? A so se cajti spremenili? A je to samo vtis? A so se dejansko tisti, ki so takrat odpirali, kaj naučili, kaj zdaj zapirajo? Vi ste, se res, so mi povedali, jaz sem lahko skozi priključen, vi pa morate se izklapiti pa vklapiti. Dober večer vsem skupaj. Vidim, da je tema res kar zanimiva, glede na pač številen odziv. No, skratka, jaz bi za začetek podal, oziroma pač predstavil eno pač zgodbo, v bistvu malo anekdotična bolj kot ne, pa zelo poučna. Namreč bom pa z njo skušal malo oprati recimo založnike tradicionalnih medijev, te krivde narekovajih ali pa recimo neke nesposobnosti, da bi v bistvu tudi v digitalnem svetu dosegli enak položaj, kot ga imajo v tem offline svetu. Skratka, pač zakaj založniki klasičnih medijev, predvsem časopisov, niso toliko zelo uspešni na internetu. Dve zgodbici imam. Prva je Kodak, ki verjetno veste, da je januarja pred dobrim mesecem vložil
pač to stečajni postopek, skratka se je začel, skratka propaduje, ne. Pri čemer je več kot 100 let bil totalen pač market leader v svojem segmentu. Propadli so kljub temu, da so v bistvu bili oni tisti, ki so vse najpomembnejše pač korake v digitalizacijo tega imaginga ali pa pač ne, podob skratka naredili. Oni so bili tisti, ki so leta 1975 izumili digitalno kamero, ne. Ko je pač ta neki inženir predstavil, so mu rekli, ok, fino pospravi to v omaro, ne. Oni so bili tisti, ki so 30 let kasneje, se pravi pač, ko je bil digitalni fotoaparati že precej v razmahu, 2005 prišli na trg z prvim photosharing sistemom. Skratka, na trg so dali fotoaparate, ki je imel nek Wi-Fi noter in je prek neke koda galerije omogočal zelo enostavno šeranje posnetkov, ne. Ta photosharing je z vsemi Instagrami, Picassom in vsem ostalim danes totalno, mislim pač top, recimo, ne, neka storitev. Tretja stvar, kjer so bili spet v bistvu prvi pa pionirji, je bila ta pač prikazovanje fotografij. Oni so v bistvu si izmislili ta fotoframe, tudi prvi so ga dali na trg z Wi-Fi-jem in z neodvisnim virom napajanja, se pravi bistveno bolj napredni kot ostali, pa so kljub vsemu to pustili zaradi tega, ker je bila pač, se pravi, poplava konkurentov prevelika in je bil ta profit margin prenizek in zato so pač ugotovili, da se jim tega ne splača iti, ne. Skratka, tako, če zdaj pogledamo daleč, ne, bi rekel kaj. Kodak je v bistvu pozabil, v kakšnem biznisu je, ne. To so vedeli, zagotovo so vedeli, ker so oni začeli tam 1880 ali kadarkoli 90 so pred začeli, ne, so bili njihovi slogani You just press the button, we do the rest, ne. In pa potem kasneje so imeli Kodak moments, se pravi pač, ne, ujemi in shrani ta nek dragoceni trenutek, ne. Se pravi, takrat so dobro vedeli, da so v biznisu hranjanja ali pa produciranja spominov ljudi, skratka pač v poslu, pač, ki je zelo povezan z našimi čustvi, ne. Tekom naslednjih desetletij so spričo pač bajnih profitov, ki so jih imeli z tem filmom, ne, pač nekako verjetno bolj lastniki, management niti ne, očitno, ker so pač razvijali skozi nove storitve, smo videli, so prišli do pač nekega sklepa, da so oni v bistvu v film biznisu, ne, se pravi pač izdelovalci filma, ne. No, in to jih je seveda pokopalo, ne. Potem druga zgodba, ne, je primer New York Timesa, ne. Ravno nedavno pač je tako posod krožil en članek o tem, kako se New York Times v bistvu krči. Skratka, pač prihodki so se jim skoraj razpolovili v zadnjih nekaj letih, kljub temu, da so v bistvu en izmed najbolj uspešnih primerov vzpostavljanja paywalla. Skratka, oni imajo paywall že dolg časa postavljen, imajo veliko naročniško bazo in v bistvu najbolj uspešni so tlele in so nek vzor vsem ostalim bili, ne. Ampak, kljub vsemu, ne, digitalni posel je bistveno pač manjši v obsegu kot posel tiskanja časopisov. To predvsem zato, ker je pač oglaševanje v časopisu, v tiskanem časopisu je bistveno dražje in seveda to so bili prihodki, ki se jim niso hoteli odreči. In pač enako razmišljamo, no, zakon razmišljajo vsi založniki časopisov po svetu. Skratka, ne bomo si kanibalizirali lastnega posla, ne. V New York Timesu so očitno ugotovili, da si morajo kanibalizirati lasten posel, ne. Zato so seveda najbolj uspešni na digitalu, ampak kot velikost podjetja pač se pa manjšajo, ne. In recimo desk, ki ga bodo lahko suportirali za digitalno pač z digitalnimi prihodki, bo približno samo tretjino velikosti deska, ki so ga lahko suportirali z tiskanim oglasom, ne. In v bistvu point je pa ta, ne, da vsi založniki, ne, so se zavedali digitalizacije, ne, ampak seveda nismo bili nikoli pripravljeni, ki je zelo porivati v to smer, ker bi s tem v bistvu pospeševali proces, ki smo vedeli, da se bo zgodil, se pravi pač usihanje prihodkov iz tiskanega časopisa, ne. In potem pač seveda vsak direktor je tam, ne, za en mandat, enako z nadzorniki, ne, in
vsi so rekli, ok, vemo, kaj nas čaka, ampak ne letos, bomo drug let začeli, ne, resno investirati v digital, ne. Dokaj ni bilo prepozno, ko so se pojavili Google News, Huffington Post in Twitter in vse ostalo, pač ker je zdaj ta posel grozilo, ne. Skratka, ni šlo pri klasičnih založnikih za to, da oni ne bi vedeli, kaj in kako jih čaka, ne. Šlo je za to, da so se zavestno v bistvu upirali koraku v pač nažiranje lastnega tržnega deleža ali pa biznisa, ne. Pri Kodagu je nek direktor rekel, v bistvu, da so imeli dilemo tako, ne, pa je dober pač ta, ne, misel. Skratka, ali narediti samomor zdaj, ali pa malo kasneje, ne. In skratka, oni so se odločili za malo kasneje, ne. Recimo, pač New York Times se je odločil za malo prej, ampak zato niso čisto umrli, so se samo v nogo ustrelili, recimo, ne. To, kaj za začetek, ne. Tomaž, vi ste imeli ogromno klientov, ki so verjetno eni prihajali do vas in so vas spraševali to in ono, kaj početi z internetom, do enih ste prihajali vi in ste jim poskušali povedati to in ono. To, da se ni vedel, recimo, je zabavno, zato ker če bereš, ne vem, Marshall McLuhana iz tam 60-ih let, on je takrat zapisal na tako luštno misel in sicer, da časopisov ne bo ubila televizija, ampak bolj učinkovit način za plasiranje in iskanje po malih oglasih in zaposlitvenih. In tako, če greš pa v literaturo, vidiš, da teh znakov in znamen tega, kaj nas čaka, je bilo ogromno, ampak ti pa že takrat bil tudi zraven, recimo, kakšen je bil vzdušje takrat? A se je res čakal, a se je res vedel, a se res ni vedel? Jaz mislim, da se v bistvu nihče ni zavedal, bi rekel tako, zares, da kako internet bistveno zmanjšuje trenje. Ne? Pač, mi moramo eno stvar vedeti, da to, da so ljudje kupovali časopise, pač je pomenilo določen napor za tega, da so to zadevo, da so prišli do teh informacij. Z internetom pač se pa to trenje, se pravi, kako ti prihajaš do teh informacij, tako drastično zmanjša, da pač tudi načini, ki so bili pač prej v veljavi, dejansko ne morejo funkcionirati, ne. In ena zelo pomembna stvar, ki se je pa zgodila, je pa to, da so mediji pozabili, da niso v istem poslu kot novinarji, ne. Ker mi moramo vedeti, da novinarji so v poslu kreiranja zgodb in plasiranja teh zgodb na trg, ne. Zdaj, mediji so pa izkoriščali v bistvu te zgodbe, ki so jih pač novinarji producirali in so jih printali in so jih pač na ta papir in so jih izdajali in so na eni točki ugotovili, da to je pa v bistvu nek distribucijski kanal, do katerega je težko priti in s katerim se da v bistvu tudi zelo dobro zaslužiti. In so začeli pač na te zgodbe, ne, se pravi tem ljudem, ki so te zgodbe brali, začeli pač prodajati oglase in na ta način pač delati v bistvu medijski biznis. Skratka, razlika med tem novinarskim poslom, za katerega jaz mislim, da tudi v dobi interneta pač bo še vedno, bi rekel, lukrativen, še vedno bo lahko pač produciral določen del prihodkov, zato da se bodo lahko novinarji in uredniki na nek način živeli iz tega, bo še vedno obstajal, ne. Medijski biznis bo moral pa pač malo drugače se oblikovati, ne. To pa predvsem zaradi tega, ker s tem, ko se je pač to trenje na internetu zmanjšalo, pomeni, da mediji kar naenkrat izgubijo to ekskluzivo do distribucijskega kanala. Mi, ko smo pred študenti še delali pač študentsko revijo, študentski časopis, je bilo zelo preprosto v bistvu nabrati pisce in sproducirati neke vsebine za to revijo. Mi smo imeli, ne vem, na eni točki, zato ker smo pač ves čas odlašali z izdajanjem, se nam je dogajalo to, da smo imeli po 150 strani časopisa in smo še vedno producirali in še vedno so nosili te članke in vsi so bili tako the best in smo hoteli pač te stvari noter dajati. Zdaj, pač, kar se tiče tega ekspresije ljudi, je bila vedno prisotna, pač vedno ni bilo pomanjkanje tega, ne. Spravi, ta zadeva se na nek način sploh ni spremenila. Pa smo pa na eni točki ugotovili, da
Je pa zelo velik del, ker pač mi v svoji naivnosti tega nismo vedeli, ne, zelo velik del, ki pač ta medijski oziroma vsebinski biznis pač sploh producira, je pa dostop do distribucijskih kanalov. Ne. Se pravi, če pustimo ob strani pač ogromne stroške, ki smo jih imeli s tem, da smo pač lahko zadevo sploh spravili na papir, je bil zelo velik izziv v bistvu to, kako te zgodbe zdaj pač spraviti do publike. Ne. In jaz upam, da bomo pač danes veliko se pogovarjali predvsem na to temo, ne, kako v bistvu zagotoviti to, mislim, kako lahko v bistvu na nek način mediji pač najdejo neko rešitev, kako unovčevati pozornost, ki jo pa dejansko nosijo novinarji z svojimi avtorskimi deli. Se pravi, na kak način, a obstaja sploh kakšna možnost, da dejansko v medijski posel še vedno pač funkcionira kot posel. Ne. Mogoče medijskega posla v bistvu sploh ne more več biti. Lahko obstajajo pač novinarji, ki bodo za svojimi outputi služi neke svoje plače, lahko obstajajo neki uredniki, ki bodo pač, ne vem, te načine, te vsebine na nek način urednikovali, filtrirali, mediji pa pač mogoče ni več prostora za njih. Ne. In to se mi zdi pač nek Se k tem smo sigurno še vrnili, ker to je verjetno en od razlogov, zakaj se sploh organizira tale debata, ampak zdaj bom šel še mečken prvo nazaj in sicer na kakšen način, zdaj približno vidimo ta del, malo še poskušam ta vzdušje iz tistih časov obuditi. Recimo, na kakšen način so se s tem srečevali avtorji. Jaz se spomnim, ampak dobro, jaz sem pokril tehnologijo in tukaj so take čisto anekdotične zgodbe, recimo, ko sem tam leta 98, 99 hodil po tehnoloških konferencah, je bilo nekaj najbolj običajnega, da se je že imel prenosnike na vsakem kolenu in mrzdo je že objavljal, ali se je neki četal, ali se je objavljal tako bloge, ampak še zmeraj so bile tako dost ozke publike tega. Novinarji tega niso počeli, noben časopis ni imel blogu po tole, ampak se je v glavnem, ne vem, največ sprememba v konc 90-ih let je bilo v temu, da si pač zvečer napisal članek in ga nekako po internetu poslal v redakcijo. Leta tam 2004-2005 je bilo že čisto drugače in recimo tudi avtorji, ki smo se včasih lahko komod po dogodku, ne vem, srečevali, pa šli na pivo, pa pogovarjali o tem in onem, so naenkrat ratali konkurenti. Zaradi tega, ker pač nekdo iz Amerike, pa nekdo iz Anglije, pa nekdo iz Avstralije, pa ali pa kdorkoli, ki je pisal v angleščini, je kar naenkrat bil na istem. Nisi več mogel šparati ekskluziv po tole in se začel veliko bolj tekmovati. In potem se seveda pritiski po skozi bolj realnem času, po skozi bolj realnem Twitterju, pač skozi bolj zaostrovali. Zdaj v drugih manj tehnoloških novinarskih sferah je ta val prišel precej pozneje. Ampak recimo, koliko si se pa ti s tem srečal? Ker ti si tudi bil eden od bolj dejavnih uporabnikov interneta in ostalih naprav. No. S tem sem se srečal, mislim, da leta 94, ko sem si kupil prvi laptop, ne. In potem leta 96, ko sem bil testni uporabnik, tako rekoč poskusni zajček, na katerem je Mobitel preizkušal delovanje prenosa podatkov. Ne. Ampak to ni imelo takrat nobene zveze z novinarstvom, ne. In še dolgo jo ni imelo, ne. Takrat smo se pač vsi ukvarjali, kolumnisti in še marsikdo, z neko politiko, z družbenimi fenomeni, mogoče tudi kdaj s kakšnimi tehnikalijami, ampak nismo videli, kaj prihaja. Mislim, jaz moram reči, da ne, in večina tudi ne. Tako da, v konkurenci mislim, da lahko začnemo govoriti, da so ta socialna omrežja postala konkurenca šele tam po letu 2005 zares, ne, ko so blogi izbruhnili in postali pač resna
zadeva, vsaj količinsko, ne, če že ne kvalitativno. Kasneje pa seveda s Facebookom in zlasti Twitterjem. Ne. Tako da zadnji teden, ko sem se malo v mislih pripravljal na to okroglo mizo, ne, mi je padal v oči en članek od Roberta Scoblizerja, ko pravi, kaj vse so si časopisi pustili vzeti. On tudi tako malo cinično, ne, dali so oglase, on govori o free meals, ne, kaj vse so zastojn časopisi dali. Ne. Ampak recimo, ne, da jim niso dali, ne, internetu ali komorkoli, ne, start-upom. Vzeli so jim, ne, lahko rečemo tudi, da so jim vzeli. To čisto vseeno, ali so jim dali, ali so jim vzeli. Bili so časopisi postavljeni pred dejstvo, da tega nimajo več ali kome da. Ne. Naprimer, dali so jim oglase, ne, on govori konkretno za Ameriko, prišel je Craigslist in so šli oglasi. Ne. Prišel je Flickr in so zginile fotografije. Ne. Prišel je Huffington Post in so zginile front page news. Ne. Prišel je Facebook in so zginile community news, ne, ala rojstni dnevi, poroke, smrti itd. Ne. Prišel je Google, so zginile prometne informacije iz časopisov, ne, oziroma iz medijev, ne samo iz časopisov. Ne. Zginil je horoskop. Ne. Tudi, ja. Tudi kakšna križanka, verjetno. Zginili so stripi, ne, na comics.com. Skratka, zdaj, če smo zelo samokritični, bi rekli, ja, to smo si pustili vzeti. Ne. Če smo pa malo bolj realni, pa bi bilo bolj pametno, bolj pošteno reči, kako bi lahko sploh to preprečili. Mislim, da je to ključno vprašanje, ne? Če je sploh važno zdaj, kar je. Ne? Ampak ključno vprašanje je, ali je bilo možno to preprečiti, da so nam pobrali oglase, fotke, front page news, community news, stripe, horoskop, vse so nam vzeli. Tako da, seveda, ja. Ne, čakaj. Scoblizer tudi navaja tisto, kar časopisi še imajo in kar jim še niso vzeli ali še niso dali nikomor. Ne? In to je neko znanje. Ne? To je novinarski profesionalizem, ki si ga mnogi izven, ne upam si reči, amateri, ne? Ki si ga mnogi pač ne morejo privoščiti, bodi si, ker niso izobraženi, bodi si, ker nimajo dolgoletnih izkušenj, bodi si, ker oprema zelo veliko stane, ne? Zato ker pač ko objavlja na Flickrju in Twitterju imajo iPhone, ne? Naši kolegi imajo pa Canone te Mark III 300 mm objektivom, ne? In blazno zaslonko. Ne? Novinarji imajo recimo dostop do nekaterih informacij, ki jih nima kdorkoli. Ne? Novinarji poznajo neka ozadja, ki jih drugi ne poznajo. Ne? Tako da mediji, tradicionalni mediji imajo še vedno neke prednosti. Ne? Bojim se, da samo še take, ki jih res ni lahko vzeti, ne? A pa dati. Kakorkoli obrnemo. Tako da se mi zdi, da je ključnega pomena ključnega pomena so vsebine. Ne? Vsebine v tem smislu, da je dobra vsebina dobra kjerkoli. Dobra vsebina je natisnjena v časopisu ustanovljenem leta 1854, a pa dobra je tista, ki je objavljena na Twitterju pred 3 minutami v 140 znakih. Teoretično je to oboje možno. Vsebina je vsebina in važne so zgodbe, važne so novice in če delimo pač informacije na zgodbe pa novice, pa recimo, da mnenja zdaj pustimo ob strani, ne,
če razdelimo na zgodbe novice, pri novicah mediji nimajo več kaj. To se žal moramo strinjati. Ne? Lahko se do kakšnih informacij, ki so takega značaja, da je do njih težko priti, ali pa rabi za to neke strašne pripomočke, tehnične ali drugačne, ali strašno znanje. Tukaj v nekaterih primerih bojo mediji še vedno pač v prednosti. Ne? No, ampak če upoštevamo, da je to tista kompetenca, ki jo mi prodajamo, ne vem, vsebine, karkoli že to je, ker to je taka fajn abstraktna beseda, ki je lahko načeloma karkoli. Ampak sama ideja, da smo mi kompetentni pri produciranju vsebin, ki jih lahko pol prodajamo naprej, smo naredili tako mini anketo, ki ste jo nekateri morda že videli na internetu in ki kaže eno tako dosti zanimiv odnos do vsebin kot do tega, kar mi lahko komu prodamo. Kdo bo v prihodnosti služil z internetom? Po mojem ponudniki domeni interneta. Kakšna skupina ala Google ali pa kaj podobno? To pa zelo težko rečem. Upam, da tisti, ki kreativno delajo. Wow, težko vprašanje. Več ali manj vsi. Internet po mojem bi moral biti brezplačen, pa še marsikaj drugega. Je v tej splošni komunikaciji bi moral. Absolutno brezplačen. Kakšne posebne rubrike ali pa kakšne zelo specializirane, tiste pa plačljive, brezplačne bi bile tiste, ki so zelo, ki bi morali biti dostopne, široke in Ja, zaenkrat je, pa se mi zdi, da je čisto fajn, če je. Točen za nobeno. Za nobeno. Trenutno za nobeno. Za vsako, ki me zelo zanima. Za kakšne knjige bi že kar bila, no. To se mi zdi, da mogoče, no, pa tudi v bistvu kakšne take informacije, ki so meni, ne vem, kakšne revije, pa tak. To bi kar bila pripravljena plačati, sam ne preveč, ne. Jaz osebno za nobeno, ampak kar se stalo gledam, pa kakšen, ne vem, ki se plačuje kakšne dobre filme, šport, te zadeve. Vse ostale informacije se mi zdi, da bi bile lahko brezplačne. Večje mogoče za kakšne oglaševalske zadeve, reklamne podobno. Skratka, ko je gospod Tomaž Bela, pač predstavnik Pianota, ki smo ga uvedli nekateri mediji v Sloveniji, pač se pogovarjal na to temo, je med drugim povedal tudi to, da ni dovolj imeti samo vsebine, ampak da je tukaj pomembna tudi uporabniška izkušnja. Zdaj ni čisto točno definiral, kaj je to uporabniška izkušnja, ampak je pa rekel, da je to nekaj, pri čemer določene druge branže, recimo e-trgovina, pa še kdo drug, je tako enih 5 do 7 let pred medijsko industrijo. Pa me zanima, evo, Mitja. Kakšna je tukaj vloga uporabniške izkušnje za tega, ker eno je pač vsebina, recimo, da je to vse rečemo, da je to ena surovina ali pa ena dobrina, ki jo mi preprodajamo, pa da je uporabniška izkušnja neke vrste paket ali pa izkušnja, v katero to stvar zavijemo. Na internetu smo prebrali veliko kritik na Piano, predvsem, meni se niti ni toliko ukvarjal s tem, vsebinama je to v redu ali ne, ampak v glavnem so si skritizirali jih uporabniško izkušnjo. In me zanima, kakšna bi ta uporabniška izkušnja morala biti, koliko je tukaj analogij med tem, da recimo ena spletna trgovina zna uporabljati toje uporabniške podatke, toje navade za to, da ti pač predlaga nove izdelke, da te spodbuja k nakupu, koliko je to nekaj, kar je v svetu interneta pa startupov pa trgovcev čisto drugega kakor na medijih, kaj bi se pa recimo mediji lahko naučili. Koliko je recimo tukaj ta del uporabniške izkušnje kriv za odgovore, ki smo jih tukaj videli, pač nismo pripravljeni plačati z nobeno vsebino. No, to ni bila ne vem kaj uporabniška izkušnja. Zdaj,
Omenil si, da uporabniška izkušnja je nekaj, kar zavijamo v paket, pa s celofanom, pa tako naprej. Ne, ugibal sem. Ja, ugibal si, ja, ker nisi prav uganil, ker dejansko uporabniška izkušnja je nekaj, kar ostane, kar nastane, kar ostane na koncu neke uporabe v naši glavi. Si jo zapomnimo, si jo želimo pošerati s prijatelji ali pa si je ne želimo pošerati s prijatelji. Jaz sem recimo danes pred 4:30 sem prvič uspešno opravil prijavo v Piano. Rekel sem še 2 sodelavcema, ki sta tukaj. Imeli smo težave, recimo ena od težav, ki sem imel ob registraciji, je bila, da sem imel glas prikazal med samo registracijo nad uporabniški vmesnik in tukaj ne rabiš biti blazno, ne vem, koliko zelo učenih knjig prebrati, da je tukaj nekaj narobe. Ne? Zdi se, da se uporabniški vmesnik v tem primeru prav, oziroma v tem primeru Delo ali Dnevnik, en od teh 2, se je celo trudil, da bi jaz šel na neko drugo spletno mesto v tistem trenutku, ko so hoteli, da plačam. Tako, ko bi bil v Mercatorju, plačeval na counterju in pa bi me, ne vem, v Špar odvlekli. Tako, nekaj podobnega. Ne? In meni se zdi, da je glaven problem, če se vrnem še nazaj, se mi zdi, da rabimo bolj replicirati drugega. Meni se zdi osnoven problem, da so, ko je internet prišel, ne, to je ena taka zadeva, zelo rad povem to zadevo, ne, ko smo ljudje izumili avto, smo mu še 20 let govorili, to je pa kočija s konji. Ja, lažje je bilo predstavljiv. Ja, lažje predstavljiv. In danes še vedno večina ljudi v tej sobi misli, da je internet medij. To so, ali pa da je splet medij, ali pa karkoli od tega. Ne? In tle je glaven problem. Internet so pograbili mediji, pa oglaševalci, pa pozabili, da je to nekaj, kar uporabnikom ni toliko zelo pri srcu, da jih tako nadleguješ z vsebino, brez da te zanima, je ta vsebina dobra, brez da zmeraš, je ta vsebina dobra. In oglaševalci, ki jih ni nikoli zanimali, a so zateženi, a so na pravem mestu, in jih je pa Google ukradil z boljšo uporabniško izkušnjo, s kontekstualnim oglaševanjem, vse te prekrivne zadeve, ki še vedno ne vem, sem mislil, da so izumrle tam leta 2003, pa spet vidiš, ravno v fazi uvajanja Piana, se vem, da je zdaj obup, pa da so večina medijev tik pred zlomom, ampak to nav daleč pripeljalo, no? Mislim, to sem še vodil v večji zlom. In ja, mislim, ko si ti na internetu, kjerkoli že si, a si na mediju, obstaja medij na internetu, ampak internet ni medij. A si na mediju, a si na Facebooku, pač imaš neke potrebe in jih zadovoljuješ na neki dnevni ravni in na koncu si ostane in nekje ti je v redu, nekje ti ni v redu, nekje si zapomniš, da bi šel tja, nekje te pa odbija in mediji so se 20 let trudili, da uporabniki ne bi prišli nazaj. In to je to, no. Vsaj, jaz sem tako opazoval te stvari, no, in sem imel občutek, da mislim, vse so naredili narobe, kar se je dal. In to po celem svetu, ne samo, ne vem, kaj je krivo, ne bomo najli rešitve danes, ampak fejst je bilo narobe in korak za korakom je bil napačen in težko bilo gledati, kako se zdaj pol naenkrat so finančne težave prišle in tako naprej, kako povsod. In zanimivo pa je, da po drugi strani start-upi, ki so ogromno vložili v neko uporabniško izkušnjo, in kar gre, no, in niso nobene recesije opazili, tisti, ki so dobro zaznali uporabnike. In tle mislim, da je težava, ki bo treba zamenjati par glav ali pa par vsebin v teh glavah. Tako nekako. Tukaj imate... Jaz bi sam to, ja. Če gasneš. Ja, uporabniška. Samo to, ne, pač zakaj smo mediji naredili vse napake, ne. Mislim, osnovni razlog je to, da si nismo želeli sprememb, ker ne bo tako lepo, ko je bilo, ne. Drugo je to, da neka stara 150 let, kot je rekel prej Marko, ali pa tudi sam 50 let stara organizacija, ne more biti toliko inovativna, toliko prodorna, toliko strastna pri iskanju nekih boljših rešitev, kot je lahko to neka mlada firmica, ne.
In tretje je pač, tretji razlog je verjetno ta, da pač kljub temu, da je, kot smo rekli, tudi pri nas vedno bilo zadostna količina ljudi, ki so pravilno razumeli trende, recimo tudi Marko je bil en izmed njih na delu, ne, ampak nikoli niso imeli pa kritične mase, ne, skratka, zmerno so bili pač odločevalci tisti, ki so bili pač recimo old school temu, ne. In po moje to troje nek tak zmes razlogov, ne, zakaj nismo uspeli mediji tega. Drugače pa, ja, ne, če se gremo pa spraševati, pač, a smo zamudili, ali nismo zamudili mediji, ne, mislim, lahko rečemo, da zakaj pa ni, ne vem, Wall Street Journal naredil LinkedIn, ali pa zakaj ni, ne vem, San Francisco Chronicle naredil Facebooka, ne, imeli so neskončno večje resurse, ne, sam pač verjetno niso imeli idej, pa niso upali tvegati, ne, zelo enostavno, ne. Ja, kar. Jaz mislim, da v bistvu mediji niso naredili napake, ne. To je bila narava pač tega, vi ste pač želeli, mislim, mediji so želeli prodajati distribucijski kanal. Oni so želeli prodajati distribucijski kanal, ki je bil v osnovi brezplačen. In to se počne še danes. Želi se prodajati distribucijski kanal, ki je brezplačen. Čeprav po drugi strani pa ljudje glih distribucijski kanal edin zares plačujejo v obliki naročnin. Ja, seveda, pa plačajo pavšal tistim, ki jim to zadevo pripelje, ne, ampak mi, ko smo delali recimo filmov leta 1999, ne, je v bistvu mi smo prišli do tega vzgiba na podlagi tega, ker smo se hoteli znebiti stroškov za distribucijo in stroškov za tisk. Ne. Mi smo v neki svoji brezvezni naivnosti pač ugotovili, da vsebina hoče biti prosta, hoče biti dostopna. Vsa ta ustvarjalnost, vsa ta kreativnost hoče biti dostopna in to se nam danes vsakič znova potrjuje. Glasba hoče biti prosta, filmi hočejo biti prosti, mislim, ljudje hočejo jemati to vsebino, jo predelovati, jo šerati s svojimi prijatelji. In mediji v tem trenutku, ko uvajajo te neke pijano zgodbe, kaj začnejo delati? Delajo to, da v bistvu zapirajo vsebino, da jaz ne morem do nje, zapirajo vsebino, da jaz, tudi če jaz dostopam do nje, jo ne morem deliti naprej s svojimi prijatelji, svoji pač hočejo uveljavljati v bistvu nek preživeti model, mislim, ne moreš ti, prej so imeli ekskluzivo dostopa do tega, so rekli, aha, mi to natisnemo, mi to vam dostavimo domov, zato bomo tudi vam oglaševalcem lahko to zaračunali. In danes pa tega ne morejo več početi, zato ker oglaševalci vejo, da masa ljudi je tam, nekje tam zunaj, brezplačno načeloma lahko dostopa nekje do njih, ne, in tu bi se bilo treba zdaj ukvarjati, a sploh medijski model lahko obstaja v taki obliki, kakor je obstajal, pač po moje ne more obstajati. In te poskusi v bistvu spraviti to reko nazaj nekam noter v neko strugo, tega se po moje ne da več narediti. Treba je iskati neke druge poslovne modele, ki bodo črpale v bistvu dodano vrednost iz tega, kar dejansko pa mediji imajo, pa ni vezano na distribucijski kanal, kot so, ne vem, razni arhivi, baze podatkov, ves know-how, ljudje, ki so tam zaposleni, ne, se pravi pač neko specialistično znanje. Tu je treba pač delati na tem, kako poslovne modele iskati, kako zdaj to prodajati naprej, ne pa najlažje je reči, ok, mi smo v službi z prodajanja distribucije, pa dajmo to še bolj, ne vem, neko zapirati, ne, in tu je pač ta glavni problem, ker se ne razume v bistvu tega, da vsebina hoče biti prosta. Ljudje bojo šli gor na net in bojo pač tam sproščali to svojo kreativnost, ki jo pač prej niso mogli, ne. Svobodno, ne brezplačnost, ali ne? Zato, ker tukaj je bilo včasih kakšna stvar izgubljena v prevodu, veš, recimo information wants to be free. A to zdaj pomeni svobodno dostopna ali brezplačna, ko včasih se to malo meša? Ne, nisem rekel, da hoče biti brezplačna. No, sej. Je pač, jaz kot, mislim, kaj je v bistvu glavni problem? Problem je to, da se z nekim takim sistemom zapiranja vsebin v bistvu mediji se postavi na nasproten breg, kot so pa njegovi zaposleni. Kaj si želi novinar? Novinar si želi, po mojem mnenju, napisati
nek članek in želi, da ga prebere čim več ljudi. To je pač v osnovi to. Kaj ti narediš z nekim sistemom, ko zadevo zapreš? Kak si bil ti novinar? Evo, se umaknem. Ne, hočem samo to povedati, pač da... Ne bom tega pritisnil. Ne, razumem to, da hoče tudi od tega zaslužiti. Ne? To povsem razumem in to je čisto legitimno. Ampak v osnovi pač je direktor pač nekega medijskega podjetja v konfliktu z njegovimi zaposlenimi. Ne? Okay. S tem, ko upelje nek paywall v celo situacijo. Predsednik uprave je v konfliktu, če ne zagotovi plač, ne? Predvsem pa honorarjev. Zdaj, glede te informacije, ki hoče biti prosta, ne bi rekel, da hoče informacija biti prosta. Jaz bi rekel, ker informacija sama po sebi je neživo bitje in nima nobenih želja. Ne? Drugič pa se mi zdi, da bolj gre za to, da bralec hoče imeti stvar zastojn, informacijo. Mislim, da je to bistvo. Ne? Informacija nič noče. Informacija je tukaj in jo damo, kot si pravilno rekel, damo jo ven, napišemo, karkoli fotografiramo, muziko naredimo, karkoli se da šerat, ne, proti plačilu. Ampak se mi zdi, da je problem tle nekje druge. Ne. Želja, da bi čim več ljudi to bralo, ni povezana s plačljivostjo te vsebine. Pri meni ne, no. In ne vem, zakaj bi bil kdo proti temu, da moraš biti res zakrknen levičar, tist, da protestiraš tako kot Vlado Mihljak, tist, ki je zahteval, da ga odklenejo na Dnevniku. Ne? In tipičen primer je bil pred 3 dnevi, se je Jonas Milijonar spustil v debato z enim userjem, ki mu je nekaj očital v zvezi s pijanom. In je Jonas rekel, da ni pravi naslov za to. In je on rekel, ja, saj si avtor, ne, boš pa kaj, imaš, lahko rečeš na to, kaj se delaš, ne, češ, kot da se to ne tiče, ne. Pa je rekel, ne, se ne vtikam to. Rekel, lahko bi se odpovedal 10% honorarja v zameno za to, da je tvoja kolumna odklenjena, ne. In ga on sprašal, ne, a ti hočeš, da jaz tebi plačujem dostop, kaj, do svoje kolumne. Mislim, to... Jaz čisto dobro razumem, kaj ti hočeš povedati, ne, sem logika pa tukaj ne znese, ne, tukaj ne znese. Dejstvo je, da pač enostavno informacija ne samo, da je prosta, ne, če že po tvojem, ne, ampak predvsem pa tudi stane. Zmeraj stala, da nastane, nekaj stane, ne. Ne pride iz nič. Ne, stvar je v tem, da pač Mihljak pač hoče pač na nek način, jaz ga razumem po svoje, da je celo, da... Mikrofon, prenos. Tako prenos. Bilo mi enega asistenta. Jaz razumem, da kaj je Mihljak pač hotel s tem, ko je pač zahteval, da se njegove članke... S tem to dajte na kratko, ker to lahko drugače smo do zutri. Ja. Točno to temo. Ne, se bi sam rad to navezal, ker se mi zdi pač pomembno. Pač to povedati, da to je točno ta konflikt, ne, se pravi, Mihljak je v konfliktu z Dnevnikom, ne, pač ker želi, on želi, da stvari, za katere se on potrudi, za katere on pač napiše te stvari, prebere čim več ljudi in da ima pač da se zna do tega opredeliti, ne. Pač on nastopa v vlogi nekega... Piše blog. Se bi rad sam dokončal tole misel. Take avion najet, pa razstres nad državo. Ja. Je opcija. Se bi rad razvil do konca to tezo. Stvar je pa v tem, mislim pač, on, bi rekel, avtori izhajajo pač iz nekega notranjega vzgiba želje po ustvarjanju, se pravi pač, ne vem, ala Rembrandt, ne, pač on bi slikal kljub temu, da ne bi bil nič plačen, ne. Zdaj pa, če zadevo pa povem z druge plati. Mi smo včasih, to bo Marko mogoče Vrtus bolj vedel, kje so te točke preloma, ne. Mi smo včasih pač imeli tako, ko smo računali,
da bi nekje točka preloma, zato da bi pač mediji, normalno funkcioniral, je bila tam nekje okoli 8 000, 10 000 prodanih izvodov. Jaz sem si izračunal, edina stvar, ki jo kupujem od časopisov, je sobotna priloga. Zato, ker pač v soboto se rad usedem in pač te stvari preberem. In to meni znese približno 5 evrov na mesec, da to zadevo plačam. Se pravi 6 evrov na leto. Če imamo 10 000 ljudi, ki je pripravljeno to isto zgodbo zagovarjati, pomeni, da sproduciramo 600 000 evrov prihodka. Od 600 000 evrov prihodka je pa že nek budžet, s katerim lahko pokrijemo plače za te piste. Ne? Zdaj sem zelo poenostavil stvar, ker govorimo o tem, da smo pač... K tem se bomo še vrnila, veš, tudi komunimijo vsi, ampak tole vsem zelo malo prekinem, ker moramo... Bo malo preloma, ampak niti ne zaradi tega, ker se mi zdi, da podjetje, ki se ukvarja pa glih s presekom, na eni strani odprtega, na drugi strani zaprtega, hkrati uporabniško izkušnji prijaznega, pa tole je pa glih klika, ki razvija neki za naprave, ki imajo tukaj 3 moji sogovorniki, ki nasplošno velja za zgled in ne vem kaj, in uporabniške izkušnje in še česa, pač imajo tablice. In nekaj časa je veljalo, da je pač tablica kompletna infrastruktura, ki leži za tablico in ideja aplikacij, ki je krasno poštimana, zelo prirejena, sprogramirana, kjer ni praktično nobene motne, kjer vse je narejeno na to, da krasno laufa ena taka rešitev številnih problemov, okoli katerih se zelo pogovarjamo. Na eni strani izboljšajo uporabniško izkušnjo, zaradi tega, ker marsikakšen kupec aplikacije je bil, oziroma marsikdo, ki ni pripravljen plačati vsebine na internetu, je pripravljen kupiti aplikacijo, s katero bo bolj elegantno do nje dostopil. Eni so bili, to je en recimo model bil. Drugi so bili, so rekli, da je problem v tem, ker se da zadeve veliko zapreti, tretji reče, ja, ampak je fajn zato, ker ima veliko več svobode, tisti, ki se odloči, kaj bo dal na aplikacijo, tretji kritiki so rekli, ja, v redu, ampak imaš vsega skupaj 3-4 velike firme, ki so lastniki kompletne infrastrukture, ki poberejo ogromno denarja, kar pomeni noben časopis, noben medij ni avtonomen na Apple Store zaradi tega, ker je odvisno od njegovih pogojev itd. Pa me zanima, evo, čist na tej ravni, kje se pa tukaj zdaj vi najdete, recimo zdaj navdušenje nad krasnim novim svetom aplikacij tako malo narašča, malo se spušča, na prvem valu ste bili pravočasni, se to zdaj, ki ohlaja, se še bolj stopnjuje, koliko je? Ja, v bistvu najprej s tablicami se v bistvu dejansko se začeli, da so pač v bistvu mediji kot tako bolj časopisi, ne, so rekli, ok, zgleda kot papir, ne, oziroma kot knjiga, ne. Se pravi, dejansko tudi uporabniki bojo to dojeli, da je to malo drugače kot v bistvu, da je to v bistvu malo drugače kot pa, ne vem, splet pa brskalnik pa tako naprej. Se pravi, v bistvu ta analogija med papirjem pa med tem, da je treba plačati za neko novico oziroma za neko informacijo, zgodbo, to je bila neka želja v bistvu to povezati, ne. Mobilna telefonija podobno, recimo. Podobno, jaz vem, da v bistvu ne v taki meri dejansko, ne. Ker tam se je še vedno v bistvu dogajalo, da je bilo predvsem so bile spletne novice v taki obliki, ki so bile pač neplačljive, ne. Se pravi, dejansko so bile tako še zapakirane kot neka spletna stran, kar je bilo v bistvu bolj zastonj. In recimo tudi pri razvoju pač teh aplikacij z različnimi mediji smo zelo pazili na to, da pač v bistvu je tudi pakiranje teh vsebin, ne, da je dost podoben pač temu, kar so pač uporabniki navajeni plačevati. Se pravi, v bistvu novice zdaj ali so v neki taki bolj statični obliki in enako izgledajo kot papir, čisti časopis, kopija 1:1, ali pa v bistvu take, ki so malo bolj močne, recimo, ki so že od spodaj dejansko spletne tehnologije, ne, ampak še vedno se v bistvu se kupujejo kot naročnina ali pa kot v bistvu kupovanje vsakega izvoda posebej. Ja, je zelo močna analogija. Tako. To smo dejansko hoteli, namenoma je bilo to narejeno. Zaradi tega, da greš v bistvu dejansko stran od teh, recimo od spleta, kjer je pa zadeva zastonj. Druga stvar, v bistvu, kar je zelo pomemben pač pri teh tablicah, oziroma ne vem, Apple je pač s tem začel, ne, je v bistvu, da to je dejansko rato distribucijski kanal. Ne, se pravi, oni ti omogočajo način, kako ti vsebino spravaš, recimo od vira do nekega končnega uporabnika. In drugo, ne, pač v bistvu imaš ti tudi način plačevanja, ki je zelo enostaven. Ne, se pravi, dejansko tukaj uporabniki zdaj zakaj kupujejo. Eno je zato, ker pač v bistvu samo pritisneš, pa vpišeš svoj password in je to. Ni treba vpisovati neke kreditne kartice noter,
proces, v bistvu, ki je dejansko pač lahko boleč, če ti pač zakrije nekdo z reklamo, pač tisto zadevo. Sprav v bistvu ta cel user experience tega je bil zelo olajšan v bistvu. Pa mogoče tudi, kar je zelo pomembno, je v bistvu, da nek določen segment uporabnikov pač uporablja te tablice oziroma so lastniki teh tablic. Zdaj, to seveda se tudi z Androidi pa v bistvu s najšimi napravami seveda tudi vedno bolj razširja, plus tudi pač pametni telefoni so vedno bolj pametni, večje ekrane imajo, prilagajajo se vsebine, pač da se v bistvu tam konzumirajo. Tako da v bistvu dejansko se pač to tudi širi naokoli, ne? Ampak se pa vidi jasno pač recimo iPad še vedno oziroma vse, kar je na iOS-u, ima precej večji generiran promet kot recimo to, kar je na Androidu. Se pravi, tukaj treba tudi upoštevati ta tip uporabnikov. Ne? Pa kupno moč verjetno. Pa kupno moč tudi verjetno, ja. Zdaj, mogoče tako, kako smo mi prišli noter, oziroma kako vidimo pač to celo zadevo, če gledamo pač recimo uporabnike kot neko piramido, ne? Se pravi, splet, kot v bistvu tista zadeva čisto zastonj, ne? Je pač v bistvu 100% uporabnikov je tisto, pač preberejo, konzumirajo in v bistvu pač tudi pogledajo tisto glas, ki je tam zraven pač prikazan, ne? Drugi recimo pač malo višji so recimo primer Double Recall, kjer v bistvu dejansko imajo vsi pa tam 5% recimo, ne? Se pravi, v bistvu 95% uporabnikov je pripravljen pač v bistvu tipkati tiste dve besede, zato da potem v bistvu pride do tistega članka. Potem zdaj še en nivo višji je pač Piano zdaj, ta nov, ne, ki v bistvu, ne vem, po nekih ocenah v bistvu vseh paywallov je pač tam 5%, kar pomeni, da v bistvu 5% uporabnikov je pač pripravljeno plačati za še neko dodatno informacijo, ne. In tukaj se pa v bistvu te informacije, novice se pač nekako segmentirajo med te ljudi, koliko so pač pripravljeni pač plačati, ne. In v bistvu trenutno pač te mobilne aplikacije, take kot so zdaj, so v bistvu v tem nekem zgornjem sloju, kjer so v bistvu neki premium uporabniki, kjer jim daš nekaj dodatno, nekaj več, ne. Se pravi, v bistvu hočeš premium uporabnika, tega naročnika, ki ti v bistvu plača naročnino ali pa kup, recimo papirnato izdajo, da v bistvu dobi zraven še ta experience digitalen, da pač v bistvu mu lahko probaš obkrožiti z vsemi njegovimi napravami in reči, kjerkoli boš lahko v bistvu pač dosegel te naprave in boš lahko bral pač te vsebine. A pa v glavnem to gre tako, da vi poskušate uganiti, kaj bi bilo za vaše potencialne naročnike dober, ali pridejo tudi s kakšnimi željami do vas, kaj jim razviti? Mi se sigurno ne domišljamo, da smo tako pametni, da bi znali rešiti v bistvu pač časopisni svet ali pa v bistvu, da bi pridemo z idejami seveda, ne, in tukaj tudi spremljamo dejansko, kaj se dogaja po svetu, ampak po moje lahko mirno rečemo, da zdaj trenutno noben nima pač neke take res dokončne rešitve v bistvu za to, ne. Zanimivo je pri temu, ne, da v bistvu kljub temu, da pač mi pridemo z nekimi predlogi, čisto vsak od založnikov, pa dejansko za veliko večino založnikov sodelujemo, ima neko svojo idejo, nek svoj pogled v bistvu, kako bo rešil ta problem, ne. In zdaj v trenutni fazi pač poskušamo nekako spraviti se to na nek skupni imenovalec in pač v bistvu izbrati tiste najbolj te ideje, ki dejansko pač lahko da delajo, ne. Je pa ideje pa zelo veliko, ne. Mitja, kje so omejitve ali pa priložnosti tablic, aplikacij in tega malo bolj zaprtega in hkrati uporabniško optimiziranega sveta? Ja, meni se zdi mobilno okolje zanimivo, ker smo ga od začetka sprejeli kot precej plačljivega, precej bolj kot, recimo, če je zdaj ali pa vse to je letos, lani, 3 leta mogoče, se je odprl to neko novo okolje, ko smo internet začeli dojemati kot nekaj, kar ni samo na našem monitorju, ampak je počasi vse povsod, ne. In tle definitivno je ena ogromna priložnost in tisto, prej si izrazil tako, da obstaja neko nihanje v mobilnem navdušenju, tega nihanja ni, to gre gor. Mobilno, mislim, da bo zdaj lani do konca leta, to je en PR članek sem prebral, da je mobilne firme slovenske, so rekli, da vsak drugi že imel smartphone. Že, ne vem, podatki z mimo vrste so, mislim, da je že 1% ali, ne vem, ali 3, tam nekje vmes, nimam točnega podatka, bi mogel pogledati v Analytics, nakupa upravljenih tam, ne. In to so po vrednosti precej višji nakupi, ker enostavno so ljudje navajeni tukaj imeti kartico noter in zadeva drugače deluje.
Ne vem pa, če v to rešilo medije. Ja. Je pa zanimivo, no, kako, recimo, če se bi vrnili, ne vem, leta 95, pa če ne bi bili te internet is free, internet is for all, open source scena tako močna, ne, in bi bile stvari bolj plačljive, bi verjetno zdaj imeli drugačen internet, bi že veliko večji del ekonomije obsegal internet, verjetno. In bi mediji imeli pol manjše probleme, še vedno bi imeli pa probleme. Jaz zdaj občinstva ne pozivam ves čas, če ima kakšno vprašanje, ampak to ne velja kot odprta ponudba, kar pomeni kadarkoli se karkoli pojav, pač vprašate, tako da drugače pač mi izvajamo tukaj besojo. Ja, to bi lahko povedala. A lahko pripišemo tle gor? To je ta preslaba povezava klasičnih medijev z internetnim okoljem. Ja, če lahko napišemo tle gor. Koliko v tem trenutku rabi wireless? Vsi? No. Ok, ja. Se pravi, imamo to pauzo, ne, samo to, da povem. Ja, zakaj niste takoj rekli? KP z velikimi? Ne, sem že na temu. Dajte deliti. Sled odprem, imamo potem Wi-Fi in pa se s tem skladem. Jaz tudi, tu je odprem. Kako? Še enkrat? A se ne bi dal tam gor napisati? KP ne dela. A ne. Tukaj je bil glic. So mislili, da bojo sami bralci. Ja, to. Dela. Živijo. Dela. Vprašanje iz tretje vrste, Domen Savič pri telefonu. Mene zanima, zdaj smo tako, 1 uro smo se pogovarjali o kdo bo služil z internetom in mediji na internetu in kriza medijev in distribucija in uporabniška izkušnja in nič nismo rekli o SEO, to mi je ful zanimivo. Pred leti je bil SEO uporabniška izkušnja oziroma uporabniška izkušnja je SEO leta 2009. Mene zanima, a mislite, da je kaj narobe z vsebino medijev? Oziroma, dajmo tako reči, ne, mediji so šli zdaj iz nekega oglaševalskega oziroma iz nekega push kanala v nek pull kanal, kjer pač ne se da ta vsebina na prodaj oziroma ne šuštar svojo podobo na vsebino današnjih medijev, da pada v bistvu branost časopisov, da tudi neke vsebine, na podlagi katere bi lahko posameznik reagiral ali pa, če zdaj čisto zafilozofiram oziroma uporabim totalno butasto. Pa sem rekel, da ima par stvari malo narobe, kar se tiče search engine optimizacije, pa mi je rekla, glejte, mi smo tak brand, k nam pridejo na naslovko in tle je pač neko zelo bizarno razmišljanje, ne, ker enostavno ni mogla priti z Googla. To je normalna stvar v vseh možnih medijih, blogih in tako naprej, ki delujejo, ki imajo dobro vsebino. In se mi zdi, da se zelo malo medijev danes sploh zaveda Googla, razen mogoče najbolj komercialni, ki pa so šli predaleč in pišejo vsebine za Google in je kakovost nepomembna, ampak je pomembno samo, da uporabnik pride. Bom jaz poskusil najprej posredno odgovoriti na to vprašanje Domnovo. Internetne, pač prva je ena dilema, ki mi ni jasna, pa mogoče lahko ta drug, Marko, ali pa mogoče urednica dela, mi znala malo razložiti, je to, zakaj tisti, ki spletne medije dela. To so slabo plačani študenti na uro, ne, ki imajo normo. Tok pa tok nekih newsov morajo sproducirati v takem pa takem času. Ne. Urne postavke so seveda slabe, in verjetno ima to kaj veze potem z vsebino. Ne. Seveda pač ne grejo nikamor ven iz tistega
Skratka, nikoli mi pa ni bilo jasno, ne, v vseh teh 20 letih, ne, zakaj so se tej novinari, ki so kvalitetni, proji recimo, ne, kot hudič križa otepali pisanja za splet. Skratka, niti na Večeru, niti na Delu še prej ni bilo nobene pripravljenosti za to, da bi pač časopis bistvena bila. Ne. In je še zdaj, vsaj v tem delu novičarskem. Ne. Edini argument, ki sem ga slišal, ampak se mi zdi, da ni zadosten, je ta, da če bi pač sproti na internetu objavljali, ne, zgodbe, ki jih raziskujejo pač, ne, profesionalni novinarji, bi to pomenilo, da bi konkurenci pač povedali, kaj imajo za naslednji dan v rokavu, ne, in bi potem vsi to pograbili in potem ne bilo več ekskluzivnosti in bi zelo seveda prodaja potem poknjižja. Ne. Ampak kaj je poln bazičen razlog, pa ne vem. Ne. A jaz bi na Delu si, tako da res dajte biti tako prijazni. Dajte biti tako prijazni, no. Hvala. A pobiramo poslovno širino, kaj? Jaz bi na kratko replicirala, Marko, ker si mi izval. To se pravi, Delo ima integrirano redakcijo, ne. Delamo na tem, prepozno, ne lastim si zasluka, ne, da to forsiram, je pa res, da je treba, mislim, glave preštelati, ne. Od moje pa vse nazdol. Ne bom pa zdaj izkoristila te prilike, a ne, in razlagala o Delu. Lahko pa rečem seveda, da najboljši naši novinarji, kot je Staričeva, kot so Markeš in kot so Ali Žerdin, so samoiniciativno začeli delati video komentarje, recimo, a ne, na spletu, ki so zastonj in bojo zastonj in tako naprej. Ampak da omenim meni najljubše medije. Ok, slovenski medij, it sucks. Sem razumela, ampak najljubši mediji moji, ne, recimo Guardian, itak New York Times, pa recimo New Yorker, pa recimo Spiegel. Kako jim gre? Kaj njim manjka vsebinsko, ne? Guardian, ne? Recimo to je en tak simbol, recimo kakovosti za Delo, smo si tudi domišljali, da se zgledujemo, ne. Kako jim gre? Guardian, smo imeli kolegico, ki je social media editor, ne, so rekli, mi nam kol zaprli, ne. Cool, ne, ampak, mislim, od česa bojo živeli, so neprofitne, ne. Delo pač privatna firma zdaj, ne. Čeprav se vsi v nas pričakujemo, kot da smo javni zavod, ne. Pa to je točno to, kar sem prej želel v tezi razviti, ne, da pač v tem zanosu po iskanju rešitve za medij se mi v bistvu ves čas begamo okoli, ne. To je to, kar Savič pač hoče vprašati, ne. Ali je zdaj, ali bo morda rešitev v tem, da bomo medije rešili s tem, da bomo dali dobro vsebino. Mislim, mi smo 3 leta nazaj je bilo vse, mi bomo pač medije rešili tako, da bomo ful dobro oglaševanje na spletne strani teh medijev nafurali in bomo ves denar, ki je prej bil, ne vem, v televiziji, pa mislim, ki je bil v tisku, pač se vemo, da imamo konkurenco tudi zdaj v televiziji, ker pač imajo te, pa ne vem, še ostali, pač vsi se grejo danes mediji, ne. Smo spravili to oglaševanje, ja, to ne funkcionira. Ja, nič, pol zdaj v tem mediji bo rešil piano, ali pa ne vem, neki posebni sistemi za zapiranje. Mogoče bo rešila boljša vsebina, a je to zdaj MPS, nisem govoril malo sem se narobe izrazil, oziroma nenatančno. Ne govorim zdaj ločnica med tiskanim pa online redakcijami, oziroma ta zadeva z integrirano redakcijo me sploh ne zanima, ni bil to namen. Mene zanima funkcija medijev kot entitete v družbi, se pravi, tle noter je vse, in televizija, in radio, in časopis, in brezplačniki, in karkoli je medij, paše v to moje vprašanje, se pravi, v bistvu me zanima tako po vašem mnenju, kaj je funkcija teh medijev oziroma a lahko človek z uporabo teh medijev dobi nek dodaten push oziroma si dvigne, ne vem, performančni indeks v družbi. A lahko na podlagi tega on, če karikiram, je demokracija.si, je boljši državljan ali pa se bolj aktivno lahko udeležuje sooblikovanja vsak dana oziroma te realnosti, v kateri smo. Pustimo zdaj, to so full detajli, to nisem mislil tega z dobro vsebino, to je bullshit. Ne, glej, od tega vprašanja bomo še pozneje malo prišli,
ker tudi Toma že nekaj cajta namiguje malo to razliko med kaj je medijska industrija pa kaj je novinarstvo, ampak tukaj bi pa tudi na to prvotno vprašanje imel eno tako malo žlehtno informacijo, ki bi pa pol tudi navezal naprej. In sicer eno taka ta ideja, da je boljša vsebina, seveda je boljša vsebina pomembna, ampak ena od stvari, ki je pa treba tukaj vseeno upoštevati, je pa tudi ekonomika. Recimo taka lušna zgodovinska izkušnja kaže, taka učbeniška, britanski delavski tisk po drugi svetovni vojni. Imel je vsebine, imel je branost, imel je ogromno naklado, imeli so ogromno kolportaže. Skratka, bili so definicija v veliki meri en tak idealistična medija, ki je imel jasno bralstvo, ki mu je dobro služil, ampak so vsi propadli do konca tam, vsaj, še skoraj do sredi 70-ih let, preprosto zaradi tega, ker so jih oglaševalci zbojkotirali. Na eni strani si imel medijski model, ki je pač temeljil na subvenciji. Oglaševanje je bil tisti, ki je subvencioniral medijske vsebine, oglaševanje je prinesel veliko večino prihodka medijskemu podjetju, zmanjšale se je kolportaže tok potok. In takrat se je pač v Angliji zgodilo to, da so kolektivno, zdaj nam rekel ali nalaž ali ne nalaž, pač splet okoliščin, takih in drugačnih, da so pač začeli oglaševalci ta del tiska popolnoma bojkotirati. Zaradi tega eni pač so imeli politične razloge, eni so preprosto rekli, da to ne nagovarja njihove demografske skupine, ki jo hoče targetirati. Pač to, kam ti razporejaš oglaševalske tokove, ima vpliv na to, kjer medij bo preživel in kjer ne. In recimo tukaj bi jaz, vas vprašal, a se tukaj dogaja konec koncev nekaj zelo podobnega? To je naivno misel, da vse, kar rabiš je medij z dobro vsebino, se bo nekaj naredil. Bilo je za nekaj podatkov, da je recimo naš oglaševalski trg razmeroma čuden zaradi tega, ker so tiskani mediji manj zastopani kakor drugi mediji, kar pomeni lahko rečeš, da tudi oglaševalci s tem, ko preusmerjajo tokove oglaševalskega denarja, vplivajo na to, kjer medij bo preživel, kjer ne bo. Ali pa isto recimo na tablice so lik zaradi tega zanimive, ker ti omogoča targetiranje skrajno zanimive demografske skupine. Koliko imate tukaj vi aktivne vloge pri tem? Zdaj ne bom čist neposredno odgovoril, ampak bom skušal vajna, se pravi Domno in pa tvoje pač to nekako vprašanje ali pa izvajanje povezati. Rečemo temu 5 minut za družbeni aktivizem. Plačljivost medijev je po moje, mislim, pač ne samo, da je nujna za preživetje medija, je stvar najbolj bazične higiene. In to iz zelo preprostega vidika. Ne moramo si privoščiti dovolj kot neka svobodna družba, da vsa pač žurnalizem, če ne govorimo o medijih, pač ves news production temelji na interesu kapitala. Temeljiti mora po mojem na interesu bralca. In se pravi, ko jaz kupim časopis, ko jaz pač plačam naročnino, se pravi je novinar, ki neke zgodbe piše, ki neke stvari raziskuje v moji službi. Če jaz to dobim zastonj in to zgodbo financira kapital z oglaševanjem, ali pa kakorkoli druge, ampak običajno z oglaševanjem, potem je seveda prej ko slej bo pač ta novinar ali pa pač ta medij podlegel pač pritisku ali pa interesu kapitala. In ko bo to pač, se pravi, ko se bo ta skala popolnoma privagala v smer, se pravi, da bo izključno kapital, se pravi, oglaševalci financirali medije, potem jaz mislim, da se zelo slabo piše tudi pač demokraciji, ne vem pač, če si to mislil. Skratka, demokracija po definiciji je možna samo, če smo vsi pač, ki v njej participiramo, dobro in neutralno informirani. Seveda, če je news production zdaj v funkciji ali pa v službi nečesa drugega, potem seveda ne bomo. In se mi zdi, to je po moje ključni problem, zaradi katerega morajo biti mediji plačljivi. Ja, pač imajo, sicer je obdelana verjetno bi bila lahko boljše, ampak v principu jo imajo. Še drugi, Marko, ki smo te prej preskočili. No, da jo načeloma imajo, to ni dovolj. Načeloma jo res imajo, ampak to ni dovolj, imeti morajo boljšo vsebino. Mediji, današnji tradicionalni mediji so dolgočasni. V najboljšem primeru so dolgočasni, lahko so celo slabi. Žal je tako. Dobrih vsebin je danes malo, novinarstvo kot poklic je nazaduje,
pa ne bom se zdaj zgovarjal na vse tiste grde, ki so nam vse to pobrali, ne, kar sem prej omenjal. Ampak to nazaduje, profesionalni standardi nazadujejo in dejstvo je, kot sem prej rekel, dobra zgodba je dobra povsod. Ne? In mediji še vedno lahko objavljajo dobre zgodbe in dobre pomembne informacije, ne za vsako ceno, predvsem, ampak vsaj za neko ceno. To je pa, mislim, da čez to bi težko šli. Ne? Ampak žal je vsebina dolgočasna in ne more konkurirati vsem tistim vsebinam, ki se pojavljajo ne more konkurirati, ni konkurenčna v smislu časa. Časa si ljudje ne bojo vzeli za tradicionalne medije, ker je drugje toliko več zanimivega. Konc debate. In samo z dobrimi vsebinami, ki bojo pa zelo specifične, pa zelo malih bo, lahko mediji sploh še kaj dosežejo, da ne rečem prodajo. Mini provokativno vprašanje. A so medijske, kjer je ta ustvarjalni duh, ki omogoča nastanek vsebin, o katerih vsi neko govorimo, da bi bilo fino, če bi bile. Recimo tukaj vaša branža je en tak lep primer, tako, če bereš Fast Company, pa vse te glasnike Silicon Valley in startupovske kulture, recimo vi, na kakšen način vi poskrbite za to ustvarjalno okolje v vaši firmi, ker pač vi ne smete biti dolgočasni. In imate recimo en tak drugačen problem. Ste ena od redkih branž, kjer je potreba po dobrih programerjih in načrtovalcih in tole večja od ponudbe, kar pomeni, vam se veliko lažje zgodi, da bo nekdo rekel, jaz bi prišel nekaj drugega, nekam bolj zanimiv delati, kot pa nekomu, ki je 30 let v novinarstvu in je redno zaposlen v eni od novinarskih hiš, ki pač se trudi biti tam, kjer je. Kakšna je recimo ta izkušnja z ustvarjanjem ustvarjalnih okolij, kjer lahko nastajajo tudi zanimive ideje in vsebine? Ja, zdaj konkretno v bistvu pri nas na Kliki, kaj je cilj, je pač predvsem to, da mora vsak človek imeti neki izziv, ko dela. Ne. Sprav, v bistvu probamo poskrbeti za to, da pač prvič imamo zanimive projekte, zanimive problematike in po drugi strani v bistvu tudi, da dejansko vsak človek gre čez neke faze učenja. Ne. In v bistvu pač, ko pač doseže neko mejo, gre v bistvu lahko na mogoče neko drugo panogo, vedno mora imeti pač nek challenge, nek izziv. Kar je v končni fazi pač dejansko ima zelo dobre posledice. Pač prvič človek sam se počuti precej boljš od temu, kar je naredil, sprav niti da bi, ne vem, 8 ur nekaj delal in pač šel potem domov, ampak dejansko vidi, da je pač nekaj konkretnega naredil, nekaj v bistvu kreativnega. Dosegli smo v bistvu to, da z našimi strankami sodelujemo na ta način v bistvu kot nek innovation center, se pravi v bistvu, da dejansko se sprobamo bližje spoznati z nekim pač problemom konkretnim. Ne samo, da pač sprejmeš neke specifikacije, kaj je treba narediti, ampak v bistvu, da dejansko tudi pomagaš rešiti problem s tem svojim znanjem, ki si ga recimo nabral tudi v drugih panogah. In tukaj je dosti zanimivo, da v bistvu dostikrat se zgodi, da pač je nek problem, ki je dosti podoben, je bil rešen v neki drugi panogi, v eni je pa pač v bistvu nekdo, ki je pač že 30 let v tej, pač niti ne vidi te rešitve, jo pa lahko v bistvu potegneš pač tisto izkušnjo iz te druge panoge in v bistvu pač uporabiš tukaj. Tako da zdaj ne vem pa, kako bi pač to dejansko preslikal na novinarstvo oziroma na... Jaz mislim, da sicer pa v bistvu te mobilne naprave, kar omogočajo, ne, novega, kar recimo pač prej papir ni, ne, je to, da v bistvu dobi zelo dober feedback od uporabnika. Prvič, kaj se več bere, kaj v bistvu jih bolj zanima, dejansko v bistvu lahko potegne zelo, rekel, lahko tudi intimne informacije. Se pravi, recimo, če se uporabnik poveže preko Facebook Connecta, ne, in v bistvu tako autenticira, v bistvu ti lahko od njega dobiš spol, starost in tako naprej, ne, in v bistvu to uporabiš pol glede na pač segmentacijo, kaj je za nekoga pač zanimiv, ne. Ne vem pač v bistvu, koliko se pač to kaj uporablja v medijskih hišah pri sami pripravi vsebine, no, ampak definitivno je pač to nekaj tazga, kar v bistvu bi bilo mogoče vreden pač zelo dobro spremljati. To je bilo nekaj na roka. In na roke tamle. Jaz mislim, da glede na to, da se
da so mediji pač podjetja, ne, se tukaj pač v končni fazi pogovarjamo o biznisu, ne. In tako, ko recimo, noben se ne čudi, ne, recimo, zakaj gre Nokia trenutno slabo, ker pač je začela delati v neki točki slabše telefone oziroma slabše od konkurence. Ne. Ali pa drugi boljše. Se vsi v bistvu čudimo zdaj, zakaj medijem gre slabo. Ne. Zato, ker pozabljajo na dejansko pač svoj biznis model, ki ne bi ga delali. Ne. In ti ne moreš prodajati nečesa, kar za userja nima vrednosti. Ne. Če gledamo slovenske splošne medije, Delo, 24 ur, RTV Sloj, itd. Vsi hočejo biti dejansko vse. Ne. Vsi imajo dejansko iste novice. Ne. STA. Ne. Najbolj ilustrativen primer je bil, recimo par let nazaj, je neka novica, neki novici so citirali nek Twitter, nek tweet od nekega župana, ki je bil pač čist napačno citiran ali neki, in mislim, da je celo Roni takrat to tweetnil ali Žiga, kdorkoli že. In jaz takrat, ko sem pač še delal na Siolu, sem šel searchat na Google in dejansko sem odkril, da isto napako, isti članek so objavili. 24 ur, Delo, Siol, Dnevnik, v glavnem 5 medijev je objavil, je skopiralo Dovico in mislim, sorry, zato mislite, da bomo plačali? Ne. Recimo, pridem na Delo, ne. Mi vržete flavter čez. Mislim, zakaj bom plačeval, če mi prekrivate vsebine? Potem je tudi zelo, dejansko vsem tem medijem splošnim zmanjka tudi publike in nekdo pač bo mogel iti. Ne. Recimo imaš nišne medije, ki popolnoma zadovoljujejo pač potrebe, recimo, ko imaš, recimo ringaraje.net, ki dela tako, slab milijonček na let. Ne. In to pač tisti ekipi čisto lepo zadošča za preživetje. Tukaj imamo recimo še Primoža iz Sloteka, ne, okej. Kakorkoli, ne. Pač mediji bodo mogli pogruntati, kaj dejansko hočejo. Potem tudi mislim, da trenutni slovenski, ne, ker se pač tukaj o slovenskih medijih pogovarjamo, ne, imamo tudi zelo velik problem z kadri, kdo je sploh sposoben ustvarjati vsebine, ki so vredne plačevanja. Ne vem, recimo na Siolu so novinarke, so med svojim delom so igrale Farmville. Ne. Ja, mogoče za inspiracijo in so kmetovale. Ne. Potem, sorry Marko, ne, zate so izumili cel izraz izvesti Crnkoviča, ki ne pomeni nič zelo pozitivnega. Ne. Ja. Še tam Kimer. In kaj si hotel povedati? Da moram spremeniti stil, ali kaj? Lahko sem... Ja, tam je še eno vprašanje. Jaz imam tu v bistvu eno vprašanje oziroma pripombo, ki se tiče tega vprašanja kvalitetne vsebine. Torej, mislim, ta vsebinski paradoks, ki bi mu ga lahko konec koncev rekli. Torej, da v bistvu vsi mediji, ne glede na svoj žanr, torej, ali so v bistvu precej rumeni ali pa bi bili radi ta resen tisk, stavijo na hiperprodukcijo. Torej, na eni strani imamo te, ki si skušajo zgenerirati čim več navidezne vsebine, zato da dobijo v bistvu čim več klikov, ker od tega pač živijo, o čemer ste prej govorili. Po drugi strani pa tudi mediji, ki ne živijo od produciranja umetnih rumenih vsebin, ustavijo na to, mi moramo zgenerirati čim več neskončno kvalitetne vsebine. Po drugi strani pa, mislim, tu je pa v bistvu ta streznitveni moment, ne, zaradi tega, ker dokler je bil časopis tiskan v eno enotno enoto, je bil pač bralec prisiljen iti v trafiko, kupiti celo enoto časopisa, rešiti križanko in z ostalim podložiti svojo solato, ki jo je treba, ne.
Po drugi strani pa pričakujemo, da ta isti bralec naenkrat prvo kot prvo, da se je pomnožil, torej da jih je naenkrat neskončno mnogo, čeprav vemo, da je število bralcev omejeno, po drugi strani pa da naenkrat pridobil neskončno mnogo časa in ob tem, mislim, in da ne samo, da bere vse posod in na vseh napravah so mediji, ampak da bere tudi vse vsebine po vrsti, čeprav tega ni nikoli počel. Torej jaz menim, da je eno izmed vprašanj, torej ali mi precenjujemo bralca, njegov čas, ki ga je pripravljen vložiti v to in tudi konec koncev širino njegovega zanimanja. Lahko. Jaz mislim, da se vsebino pač kot ekonomsko kategorijo pač precenjuje. Meni se zdi, da se vsebine ne da prodajati, ne da se živeti od nje. Zaradi tega, ker pač, ko nekdo 3 mesece porabi za to, da naredi nek raziskovalni članek, to zadevo objavi in potem to čez 3 minute nekdo skopira in prenese na druge medije, pač od tega ne more zaslužiti. Ne. Je pa vsebina pač nujen predpogoj zaradi tega, da lahko medij funkcionira. In mediji se morajo začeti spraševati, mi moramo imeti dobro vsebino kot predpogoj, računati pa ne moramo za njo. Računamo lahko samo za boljšo uporabniško izkušnjo. Kar nam pa dokazuje tudi to razmah, mislim pač komercialna uspešnost recimo nekih aplikacij na telefonih in bi rekel nekih primerov iz tujine, kjer v bistvu so uporabniki pripravljeni plačevati zgolj in izključno za to, da neko vsebino, ki bi lahko nekje drugje tudi pač, bi rekel, prebrali ali pa pogledali, so pripravljeni plačati samo takrat, ko je ta uporabniška izkušnja veliko, veliko boljša oziroma nekaj izjemna. In mediji morajo vedeti, vsebina je nek osnovni predpogoj, zaradi česa sploh pač uporabnik bo tisto neko platformo uporabljal, računati pa za njo ne morajo. Računajo lahko samo za neko izjemno uporabniško izkušnjo, ki bojo temu uporabniku nudili, za neko dodano vrednost, za neke infografike, za neke podatke, za neke prevode, za arhive in tako naprej. Se pravi pač za nek celotno izkušnjo, ki jo bo lahko uporabnik na tisti platformi pač doživel. In to, če tega pač mediji ne bojo razumeli, da je to njihova edina valuta, ki jo lahko prodajajo, pač ne bojo preživeli. Še eno vprašanje. A kar? Sej jaz bi zdaj sam se navezal na to, ne. Pa če pogledamo zdajle tuje medije, ki jim približno uspeva nekaj prodajati, kolikor jaz poznam, pa me prosim popravite, če se motim, edini, ki mi je kadarkoli uspel prodati, prodajajo ali zelo sveže novice, to je tisti fresh news to sekundo, ali pa big picture. Tako, res obsežno, kontekst, razmišljeno. To so stvari, edine dve, za katere, ki jih jaz dam zdaj naštet, ki jih je kdorkoli prodal v zadnjih ne vem koliko letih. Zdaj, ne, smo prej bili pri materijih, vprašanje se glasi, kam točno v ta kontekst pašejo 4 ure stare kopije STA-ja z spremenjenim naslovom? Ne vem, bom se vrnil, no. Sem da ne pozavim, ne. Skratka, vsebina se ne da prodajati, samo upravniško izkušnjo se da prodajati. A je sploh važno, kakšna je vsebina? Mislim, sam rad bi vedel, kakšna je vsebina, če je dobra uporabniška izkušnja, ali kaj? Vsebina je nujna podstat. Vsebina je nujna podstat. Ja, in kako prideš do vsebine in kaj je ta vsebina? Ne da se pa od nje živeti, zaradi tega, ker uporabniki ne bojo te stvari plačali. Ne bojo, zaradi tega, ker bodo dobili prosto dostopno, zaradi tega, ker jo bom jaz kot bralec lahko skopiral. Ni nobene barijere. Uporabniška. Nobene barijere ni pri tem, da lahko jaz to vsebino, za katero je nekdo 2 meseca pač se preznojil in jo pripravil, ne bom jaz v sekundi lahko vzel in jo diseminiral na ta način. Zaradi tega, ker to trenje, o katerem sem govoril prej, pač tu ne obstaja. Te stvari so tako hitre in tako fluidne, da to je bilo tisto, kar sem hotel pač povedati, da trenja, ja, vsebina še vedno mora biti.
To je nujna podstat. Vsebina mora biti. Ni vredna, da se jo lepo zapakira, Tako je. ne bomo šli delati upravniške izkušnje dobre, ne? Tako je, ampak zdaj pa govorimo o tem, kdo zdaj služi. Medij ne more od vsebine služiti. Medij, ne govorim zdaj o novinarjih, to je druga zgodba, o kateri sem prej govoril, ne, o razliki. Medij lahko služi na ta način, da daje neko dodano vrednost, da to dodano vrednost pa lahko generira samo na podlagi tega, da daje boljšo uporabniško izkušnjo, da daje izjemno dobro uporabniško izkušnjo. No, svojem fohu sigurno, ne? Jaz recimo, da se mogoče malo vrnemo na piano, ne? Ko smo tle za to, ne? Uporabniška izkušnja, ne, je to, da ti uporabnika poznaš, da se mu prilagodiš, da ga spremljaš, da ga neguješ, da te ne zanima samo to, kaj ti v glavi nekaj umetniško in zdaj jaz dam to ven. Ne? In se mi velikrat so je novinarski del tukaj. Pripomnim, da uporabniška izkušnja obstaja najmanj toliko časa, kot obstaja tisk. Obstaja valjda. Dizajn, odkar obstaja bralec. Ali pa... Da si sedel v fotelju in si imel bralno nirvano, ko si bral Miro en komentar. Ne? Okay? Absolutno. Ne, pustimo zdaj to, ta vsebina pa upravniška izkušnja seveda. No? Mislim, valjda, da ne nočemo brati oglasov, člankov, čez katere nam letijo oglasi. Ne? Seveda nočemo. Ne? In prosim, razumite nas, nismo mi krivi. No? Borimo se proti temu, ampak nas vedno povozijo, celo oglaševalske oddelke vedno kakšno oglaševalc povozi in kar uturi oglas, ki se pripelje čez članek, ko ga točno vi berete, ali se celo prijavljate na piano. Se opravičujem. Nismo mi krivi, no res. Ampak to z uporabniško izkušnjo, seveda mora biti dobra uporabniška izkušnja, ampak to je sam fancy izraz za to, da mora časopis lepo izgledati. Včasih se, ja, počakaj, ne. Včasih, ko je bil samo tisk, ko je bil časopis, v času pred internetom, je cela ta uporabniška izkušnja bila kalkulirana v izbor tipografije, širino kolon, fotografije, ilustracije, format časopisa itd. Ne? In seveda tudi v stil avtorja in v stil naslova. Ne? Zdaj je pa tle še cel kup drugih faktorjev. Ne? Ampak ne zdaj to uporabniško izkušnjo mitizirati, no, prosim. No. Mislim, seveda je važna, ampak to ni nič novega. No. Ok, jaz sem hotel nekaj drugega, sem nadaljevati hotel misel, pa sem bil grobo prekinjen. Jaz sem hotel reči, da kar se mi je zgodilo pri pijanu, ne, jaz sem se prijavil v neko zadevo, ki je bila blagajna in potem sem videl, da zraven še en gumb, da se prijavim v medij, pa pol gumb, da se prijavim v komentar in minimalno, kar bi se moglo zgoditi, je, da bi, ne vem, New York Times, kakor sem jaz slišal, oni že leta vlagajo, pa še tudi njim ne ratuje, tako da danes ne bomo najdel načina. Tudi njim ne ratuje, kako dober zapeljati uporabnika, ampak oni raziskujejo svoje baze podatkov, kdo za vraga je primeren naročnik, kdo ni primeren, kdo je aktiven bralec, kdo ni. Take stvari se dogajajo. Zelo veliko gre v analize nekih potreb, neke branosti, ki je lahko izvedene. Te analize so lahko narejene boljš, kot so bile kdajkoli pri ustvarjanju uporabniške izkušnje tiskanega medija. In tiskani mediji niso nikoli dovolj dobro razumeli, kaj na naslovnici deluje, kaj pa ne. Danes se pa dogaja, da ne vem, da se to... Halo. Kaj? Halo, no. Ja. Ne, to pa ne. No. Ne, čaj. Ne, glej, ko je Guardian prvič šel, ni bilo na prvi sploh nobenih headlinov, bili so vse take mehne novičke, pa taki mehni oglasi. Ne? In takole čez vseh 8 ali pa 10 kolon, od glave do spodnjega roba. Ne? Še New York Times pred manj kot stoletji. Ne? Tako da vse to je bilo nekaj času primerno. Ne? Mislim, ne moreš reči, tisk se je pa res toliko spreminjal in toliko eksperimentiral in toliko se prilagajal. Mislim, če je bilo kaj duh časa, je bil tisk. No, ne sam tisk, no, seveda, od muske do drugih kulturnih fenomenov.
Ne, zdaj, če misliš v zadnjih 10-20 letih, ja, ampak jaz govorim, ne morem pozabiti tvoje upravniške izkušnje. No. Ampak lahko jaz, čak, se bomo pol odprli. Samo na uporabniško izkušnjo, 30 sekund. Okay. Zelo kratek povzetek njega je, da prvo pravilo uporabniške izkušnje je, če ti uporabnik hoče dati denar, ga pri tem ne oviraj. A veste? Ja, kaj se to meni razlagaš? No evo, še naredimo tukaj en tak kratek, se bomo pa zadevo odprli, dokaj nas ven ne vržem. Lahko še jaz en kratek komentar na uporabniško izkušnjo. Mislim, če jo povzamem, je uporabniška izkušnja pri konzumaciji novic zelo enostavna. Skratka, da jaz s čim manj truda najdem tisto, kar me zanima in da se potem ne mučim, kad to pojem, konzumiram, preberem, whatever, ne. To je vse. Večji problem in po mojem se mi zdi največji demon, ne, ki nas bo še hitrejš pripeljal, ne, tja, kjer ni muh, je pa to spremljanje branosti, ne. Mediji, ki to delajo, imajo sicer fantastične številke, kar se tiče obiska, ne, vsebinsko je pa ena žalost, ne, največ. Ljudje pač smo neki tračari, karkoli že skratka radi, v večini beremo rumeno, ne, in potem skratka, če je nekaj zadosti rumeno, ima seveda veliko klikov in potem pač urednik si misli, aha, tole nam bo dvignilo rejtinge, to bomo imeli bistveno več prikazov, to pomeni, bomo lahko več oglasov prodali, dajmo še take stvari pisati. In potem se tisto, kar je kredibilno in relevantno, izgubi nekje, ne, oziroma pač tega ni več, ne. In ne, če bomo vsi pač temu diktatu klikov podlegali, ne vem, kaj še ostane, ne. Za konec še ena mini provokacija, ker tukaj vsi izhajamo iz enih takih dveh podmen, tukaj sem malo navezal na kolega Vuka, ki to rad odpre. In sicer, da tudi medijska industrija in medijska podjetja ni nekaj, kar bi tako prišlo od enega boga v obliki enih božjih zapovedi za negore, ampak je tudi to nekaj, kar se je razvijalo skozi čas, imelo ogromno različnih organizacijskih oblik in je obstajalo v takih in drugačnih oblikah. In če recimo poskušamo za moment misliti, da mi tukaj danes, dobro, se sliši pretenciozno, ampak da ne rešujemo, ali pa da se ne ubadamo z vprašanjem, na kakšen način ohraniti medijska podjetja ali pa medijsko panogo pri življenju, ampak se vprašamo en korak naprej, a so medijska podjetja kot organizacija, kot način za produkcijo, distribucijo, pa ne vem, temu, čemu rečemo novice in kot zaposlovalce tistih ljudi, ki jim rečemo novinarji, a je to nekaj, kar bo še živo čez par let, oziroma kakšna bi bila, evo tu pa vsakega posebej vprašam, oblika, struktura, približno tako videz nečesa, kar bo to funkcijo opravljal leta 2020, kar je recimo se dogajalo, kaj s tem do zdaj v drugačnih oblikah. No, če vam po vrsti, jaz mislim, da bo pač mediji še vedno, ne, mislim, Tomaž, če tebi malo še kontriram, mediji bomo potrebovali tudi naprej, ne, ker mediji ima še zmerno par zelo ključnih funkcij, ne, in eno je izbor vsebine, skratka, danes je vsebine bistveno preveč na internetu, ne, in mediji, ki ga jaz izberem in ga spremljam, ali pa je to nek agregator, ne, nima veze, mediji, ki ga spremljam zato, ker mi izbere in obdela informacije tako, kot jaz želim in tiste mi da, ki jih jaz rad berem, ne. Se pravi, novinar je v bistvu, ali pa urednik, recimo je tam zato, da se meni treba prebijati čez tisoče in tisoče nekih člankov, ampak mi izbere tiste, za katere pač predvideva, da mi bodo všeč, ne. To. Drugo, če ne še bolj pomembno, je kredibilnost, ne. Vemo, da pač blogi so najbolj trpeli ravno zaradi tega, ne, skratka, pač ta državljansko novinarstvo in vse te zgodbe, ne, ker ni bilo vedno zadosti kredibilno, ne, in pač skratka, v tem procesu nekega repostanja in to se seveda pač izkristalizira, kaj je kredibilno, kaj ni. Ni pa to kategorija, ki je sama po sebi, recimo, ki je a priorna, ne. In se pravi, pač nek etabliran medij mi to zagotavlja, ne. Tretja stvar, ki so pa žal vedno bolj izgubljajo mediji, je pa določene agende. Se pravi, o čem se govori,
o čem se piše in kaj gremimo. Ne. Tukaj so bili mediji alfa in omega, so pa vedno manj. Ne. In pač to je ena funkcija, ki meni žal, da jo mediji pač izgubljajo. Ne. Tako da še v bistvu eno staro misel bom recikliral, ko sem slišal v nekem kongresu, pa to je že 7 let nazaj, od nekega Grka, ki so imeli nek športen portal. Ne. Rekel je takole, ne. Mislim, to še zdaj velja. Ne. Na internetu smo ljudje pripravljeni plačati samo 2 stvari. Ne. Prvo je to, kar rabimo, se pravi, rabimo za službo, za posel, za osebno rast, whatever. Ne. In drugo je to, kar ljubimo. Ne. To je pa šport, pornografija, whatever. Ne. In vmes ni ničesar. Ne. Se pravi, če želijo mediji služiti vsebino, jo morajo znati pač zapakirati ali pa pač prodati na tak način, da bodo eno od teh 2 pač potreb ljudem zadovoljevali. In to je moja vsa umetnost. Ne, uporabniška izkušnja je pač kako stvar predstaviš. Ne. Ok. Hvala. Ja, za 2020 ne vem, ampak delo 2050 službi bo kakšnih 30 ljudi. Obseg vsebin ne bo kaj dosti manjši kot zdaj. V službi bo kakšnih 10 dobrih komentatorjev, 10 dobrih kuratorjev, pa 10-20 ljudi z dobrimi viri informacij, ki bojo preverjali in obenem kurirali agencijske novice in tisto, kar bojo pobirali po Twitterju ali karkoli bo takrat obstajalo in Facebooku in drugih omrežjih. Ker namreč ti ljudje s temi dobrimi viri informacij oziroma connectioni bojo preverjali in malo bolj to bo še ostalo v novinarstvu, da ne moreš glih objaviti vse, kar slišiš, ne da bi preveril. Ne. Ti bojo to delali, drugače pa bo to en tak konglomerat različnih virov, različnih področji, vse od politike do kulture in pornografije ravno ne. Nekaj takega si predstavljam. No. Mislim, da jaz tega ne bom dočakal, vsaj ne kot aktiven novinar, ampak tako nekako po mojem bo. Seveda pa vse idealno zapakirano v genialno upravniško izkušnjo. Mogoče tukaj bi lahko pač potegnili kakšno paralelo z mobilnimi operaterji, ne? Pa kaj se je zgodilo v bistvu, ko je Google pa Apple, ko sta pač nastopila z mobilnimi aplikacijami. Se pravi, v bistvu operaterji kot razvijalci, recimo, si mogel pač vedno dostopati pač do vsakega operaterja, da če si hotel pač v bistvu svojo aplikacijo razširiti čez njega. Ne. Se pravi, v bistvu so bili neke vrste tak distribucijski kanal, način plačevanja je bil v bistvu pač čez te speljan. Ne. Ampak kaj se je zgodilo, v bistvu so zamudili pač to, da so dejansko zdaj Apple pač je najprej ponudil ta način odprt, da pač v bistvu lahko kjerkoli razvijalec takoj, brez kakšnekoli frikcije v bistvu da, nekaj jo je, ne, svojo aplikacijo recimo, na prosti trg. Ne. Vidijo, da so pač v bistvu zamudili pri načinu plačevanja, se pravi, v bistvu to so vse stvari, ki recimo tudi pri medijih nekako ostaja samo še tista distribucija. Se pravi, v bistvu tukaj je še vedno pač ta vsebina, ki je tudi, jaz še vedno mislim, da je vredna. Ne. In tukaj pa lahko mogoče pogledamo pač, kaj se dogaja recimo v Ameriki z medijskimi podjetji, recimo, ne vem, to, ki je bilo prej navezan na Twitter so nam vzeli, Craigslist so nam vzeli, v bistvu vse te priložnosti je v bistvu nekdo izkoristil in naredil pač boljšo tisto nišno storitev, boljš kot recimo pač tista, ne vem, lokalna medijska firma, ne, medijsko podjetje. Zdaj, kaj se pač dogaja, recimo, naprimer Hulu, so pač medijska podjetja se nabrale skupaj in rekla, ok, bomo mi investirali v to platformo za distribuiranje video vsebin in dejansko je to neka zgodba o uspehu. Ne. Zdaj, nekaj podobnega bi mogoče lahko v bistvu se tudi zgodil na tem področju. Ne. Se pravi, da v bistvu se pogleda, kaj se da
kaj prihaja, kaj se da skupaj narediti in v bistvu pač investirati v kakšne od teh startupov, ki še prihajajo, ne? In v bistvu tako sebe narediti močnega, ne? Da pač v bistvu si en del te... Da imaš portfelj. Tako, da si pač del te recimo, nove sile, ki pač prihaja, recimo. Ne? Pojma nijem, kako izgledalo delo čez 20 let, a pa čez 30, a pa 40. Vem pa, da jaz že danes uporabljam stvari in blagovne znamke in storitve, ki so organizirane okrog mene in ne tiste, ki so organizirane okrog same sebe. In vse stvari, ki so organizirane, tudi javna uprava, tudi večja podjetja, vsi, ki so organizirane okrog sami sebe in ne okrog mene, bojo, kar se mene tiče, kar se mojih denarjev tiče, tja ne bo šel moj cash. Jaz trenutno moja medijska uporaba je, grem na Facebook, to je moj tabloid, grem na Twitter, to je moj medij. Jaz si izberem, komu zaupam osebno in njih si izberem in preberem tisto, kar mi oni priporočajo, ne glede na to, a je to na delu, a je to kjerkoli že je. In zdaj se ne vem, če se bo delo uspelo organizirati okrog mene, you have me, otherwise not. Mislim, čist ne vidim druge poti. In če gledaš demografijo, ne, še ena stvar glede organiziranosti interne, trenutno imate močno tiskano redakcijo, glede na demografske podatke, čez 20 let je ne boste več rabili. To je definitivno. Ker ne bo več pač bralcev tiskanih. Jaz mislim, da Delo 2020 ne bo več medijska hiša, ampak se bojo pač ukvarjali z določenimi podsegmenti, ki jih pač trenutno obvladujejo. Jaz mislim, da bo v bistvu leta 2020 Marko Crnković prvi Radiohead novinar v Sloveniji in bo pač svoje članke objavljal na neki aplikaciji, na nekem portalu, na nekih iTunesih. Oni mu bojo pač plačevali denar za to, da bo, kar bojo ljudje pač dol brali v zvezi s tem, zaradi tega, ker pač bojo ti portali oziroma te platforme se zavedajo to, da oni vlagajo noter v uporabniško izkušnjo. Se pravi, to, kako zdaj jaz na podlagi podatkov, ki jih dobim od uporabnikov, organiziram zdaj ta svet teh vsebin. Se pravi, Marko Crnković leta 2020 ne bo imel nobenega interesa, če Delo ne bo uspelo vzpostaviti take platforme, pač zaenkrat ne kaže, da jo bo, no, ne bo pač objavljal tam, zaradi tega, ker ne bo v bistvu mogel dobiti denarja od Dela, zato ker pač Delo ne bo moglo uporabniške izkušnje prodajati, ne bo moglo prodajati edine stvari, ki jo bi lahko prodajalo. Ne. Spravi, novinarji bodo objavljali svoje stvari na tistih platformah, ki bodo znale to unovčevati, unovčevale bojo uporabniško izkušnjo in tako bo pač svet po moje. No. Amen. Amen. Zdaj, glede na to, da smo že kar precej dolgi, Lenart, bi ti še kakšno zaključno besedo? Če ima kdo res kakšno vprašanje zelo tehtno iz publike, če ne bi... Ne? Ne? A je res zelo tehtno? Pa tudi, če ni toliko zelo tehtno. Lahko sem tehtno. Torej, lahko zaključimo? Lahko zaključimo. Hvala vsem gostom. Hvala vam. Hvala vam. Ob tem bi rada še enkrat se zahvalila BTC-ju in Kristalni palači za podporo in sodelovanje. Še enkrat bi vas rada pa spomnila na to, da smo vse tole, pri vsem tem so sodelovali tudi naši bralci na Delo Si, ki so to debato zanimivo spremljali tudi prek spleta, tako da jaz mislim, da se bo splačalo priti pol in iti malo komentarje pogledati. Zdaj bi pa vas pa vabim, da to debato v malo bolj neformalnem vzdušju nadaljujemo tudi od zunaj na majhni pogostitvi. Hvala vam.